in Urban Ostreš. Sem bila vesela, ker poleg uživancije cel dan bom zdaj še eno leto z novim avtom. Ja, najbolj uživam, ko me v bistvu pomirja. Strah me je pa mogoče kdaj kakšnih nepričakovanih situacij, da ne bi vedela, kako odreagirati, ampak pa se tudi ponavadi da rešiti. Bom se trudila najbolj ubraniti ta naslov pa spodbujati še ostalih varni vožnji. Da sem spoznal dobre ljudi, že to je nekaj vreden. Sigurno sem se naučil tudi kaj novega, ker so bile tle takšne situacije, ki se ti lahko na cesti zgodijo. Ne zgodijo se vsak dan, ampak takrat, ko pa se je to dobro, da znaš odreagirati. Vožnja me pa navdušuje že, kar sem lahko hodil, se spomnim motorji, vedno po tem avti, kadar lahko štirikolesniki, vse. Navdušuje me zvok, hitrost, tudi. Ampak se pa imam vseeno za varnega voznika, no, to, če sem včasih mogoče kdaj bolj dinamičen, nikoli ne ogrožam drugih, niti sebe. S tolo lepotico bom šel najprej po svojo lepotico, pa bova šla pa na kakšno večerjo najbrž. Razumejo, da je vožnja veščina, da potrebuješ še več znanja. Oni natančno vedo, da morajo še prevoziti veliko kilometrov za to, da bo prišlo znanje. Ampak da promet je nekaj drugega. In to je tisto, kar pravzaprav ti ambasadori že 6. leto širijo ne samo po Sloveniji, ampak tudi po drugih avtoklubih. To je izjemen uspeh, najlepša nagrada za delo Avtomoto zveze. Da pravzaprav vedo, da v promet se jutri spremeni, samo če se spremenimo tisti, ki smo za volanom. Da mladi pravzaprav ne da spoznajo, kaj se zgodi z avtom v neki kritični situaciji. To se najlažje naučijo v resnici. Kar oni spoznajo s tem projektom je, da niso sami in spoznajo tisto bistveno. Saj sem danes videl, saj sem se pogovarjal z njimi. In skozi vprašanja dobim odgovor, jaz moram paziti na vse ostali, pa upam, da pazijo tudi vsi ostali name. To je vse.